Gledališče je kraj predstave, praznovanja, rituala, pripovedi in izročila množičnemu občinstvu. Pred desetletji sta bila praznično oblačilo in pravila bontona nekaj obveznega ob udeležbi kulturnega dogodka. Ja, v bistvu bonton na splošno se spreminja tako, kot se spreminjamo mi in naše navade, tako da tudi v gledališču ni več toliko zapovedano, da morajo moški res v oblekah hoditi in ne v vijolični barvi. Se pač dopuščajo različne možnosti, ampak ja, pomembno pa je, da še vedno prihajajo v čistih oblačilih, ne preveč raztrgani ali pa sploh ne raztrgani in v bistvu z primerno obleko kažejo tudi neko spoštovanje do ustanove, do gledališča, do predstave. Jaz mislim, da kavbojkam nič ne manjka, če so le cele in če so oprane in če niso blatne, umazane, da ne mažemo sedežev, da ne smrdimo, da smo oblečeni, da nismo pomanjkljivo oblečeni. Pa tudi brez hrane, ki naj ne bi bila sestavni del ogleda gledališke predstave. Tisti, ki se bojijo, da bodo otroci lačni in žejni in da ne bodo zmogli, so pretežno starši. Tu je mogoče malo večji problem, kako zamotimo otroka, pa če mogoče nekaj malo pogrizlja zraven, je pa to enostavneje, potem ima mir. In tudi če zdaj recimo vlečemo vzporednico s kinodvorano, tudi otroci ali pa odrasli si sami ne prinesejo hrane, ampak si jo kvečjemu kupijo tam, ker je tam ponujena. Težimo k temu, da otroci ne bi med predstavo jedli kokic ali čipsa ali česarkoli, ker ne nazadnje s tem motijo ostale in tudi sami nimajo ta prave koncentracije. Modernizacija gledališča je dosegla to raven, da so gledalci mnogokrat postali sestavni del igre. Katere predstave so izrazito interaktivne in zahtevajo, tudi intervencije občinstva, odgovarjanje, pogovarjanje, se pravi tudi verbalno reflektiranje. Nekatere pač predvidevajo samo neko čustveno reakcijo ali smeh ali zgražanje, in v tem primeru seveda je te reakcije, posebej kadar gre za mlado občinstvo, potrebno dopustiti. Tu smo mogoče malo preveč rigidni, da otroke kar naprej z šetkanjem mirimo in umirjamo, kar pomeni, da jim ne omogočamo nekega pristnega, neposrednega doživljanja predstave. In tudi v tem segmentu se gledališče zagotovo sprošča. Pomembno se je zavedati sprejemljivih vzorcev vstopa v prostor umetnosti in se ob tem počutiti sproščeno. Ja, podobno kot bonton kjerkoli drugod, se pravi, da gledalec omogoča drugim gledalcem spremljanje predstave, dajmo reči, ali koncerta, neke gledališke vsebine, na način, da omogoča drugim, predvsem pa tudi izvajalcem, da lahko nemoteno in v podpornem okolju izvajajo čim bolj kvalitetno predstavo. Dosti, kar je starega, se ohranja. Jaz mislim, da še vedno smo prijazni do ljudi, se ne vrivamo v vrste. Te stvari ostajajo. Spoštovanje do sočloveka, ki prihaja na isto predstavo kot ti, to pač mora biti. Mogoče se je malo razblinilo glih pri tem oblačilih, ampak ostalo, kar se tiče pa splošnega bontona, spoštovanje sočloveka, pa pač ostaja. Pravila bontona se morajo v prvi vrsti naučiti najmlajši, da bodo lahko tudi sami prenašali svoje znanje na kasnejše rodove. Nisem bil nekulturno oblečen, ampak nisem naprimer imel raztrganih hlač ali kaj podobnega. V kinu sem imela jakno gor oblečeno, v gledališču pa sem dala garderobo. Otroci se zavedajo tudi, da hrana v gledališče ne sodi. Morda je prišel čas, da se od njih tudi sami česa naučimo.